Še kakšno vprašanje? Jaz bi naprosim, kot da se vi strinjate s tistimi deli, kjer nas hvalijo, in ne strinjate s tistimi deli, kjer so izrekli kritike. Me zanima čisto konkretno, to pomeni, da vendarle ne bo kakšnih bolj konkretnih ukrepov na področjih, kjer so priporočila zelo konkretne, recimo predvsem pri pokojninski reformi in pri fleksibilnosti trga dela. Mi se strinjamo s tistimi deli, ki nas hvalijo, mi se strinjamo s tistimi deli, ki nas grajajo. Pridržke imamo samo pri nekaterih delih, kjer mislimo, da so delali z napačnimi ali pa nekoliko neustreznimi ali pa ne dovolj svežimi podatki. To je predvsem povezano z fiskalno stabilnostjo oziroma vzdržnostjo finančnega sistema. Kritike seveda jemljemo resno. Razložil pa sem, da nekatere od teh kritik nimajo kratkoročno slabih posledic za državo, tako da, oziroma za proračun. Tako da je čas, da se odkrito o teh zadevah pomenimo, da tako kot sem na svojem blogu napisal, damo te ključne stvari, ki so težavne, ki so problematične na mizo, in da se, zdaj bo prilika za različne predvolilne debate, o teh težkih vprašanjih pogovarjati. Ne o tem, kako bo vse samo nekdo nekomu zadeve dejal. Mi se strinjamo z mnogimi pripombami, ki so tukaj noter, morda kot služba vlade za razvoj, še celo nekoliko bolj kot nekdo, ki se mora s socialnimi partnerji pogajati, nekdo, ki mora pri študentih iskati soglasje. Tako da jaz osebno, bom rekel, to poročilo pozdravljam, mislim, da je za Slovenijo koristno in da ga moramo konstruktivno od točke do točke vzeti. Lani smo ga konstruktivno vzeli in smo od 8 teh points to watch, kjer je tudi Evropska komisija bolj fleksibilno gledala na stvari, 4 odkljukali. Mislim, da jih bomo še kakšne od teh, ki so danes prišli v naslednjih mesecih oziroma letu odkljukali. Skratka, glede pokojninskega sistema pa nobenih konkretnih sprememb do konca mandata. Jaz mislim, da je to tema, ki jo je zelo težko v zadnjih mesecih, v zadnjem letu mandata izpeljati. Sploh, če vemo, da so bile zelo ostre debate, zelo neracionalni referendumi o vprašanjih, ki so bistveno bolj jasna, kjer je pravilna rešitev bistveno manj sporna. In razumem kolegico oziroma kolega ministra, da ocenjujeta, da je boljše te stvari urejati na začetku naslednjega mandata. Seveda lahko. Rekli ste, v zvezi s temi evropskimi sredstvi, komisija pozdravlja to odločitev Slovenije, da velik del, pravzaprav več kot pol kohezije nameni za te cilje lizbonske strategije. To je sicer res, kar zadeva programiranje, kar zadeva črpanje, je pa pravzaprav kritično okrog teh področjih, ki zadevajo strukturne sklade. Glede, s črpanjem je tako, da tudi če bi gledali prejšnjo finančno perspektivo, je šlo začetka nekoliko počasneje, pa smo potem ujeli, bomo, kot kaže, lepo stvari izkoristili. Mislim, da bo podobna situacija tudi v tej. Nekaj časa traja, da se pripravijo ustrezni programi, da so ti programi kvalitetni, potem bo pa tudi finančni tok se implementirati. Skratka, vas ne skrbi, glede na to, da je Slovenija sama predvidela oziroma načrtovala 260 milijonov leto plus za letos, je pa zdaj v proračunu za letos 28 milijonov minus. Moja dolžnost je, da me skrbi. Mogoče še kdo kakšno vprašanje? Ne več. Glede na to, kakšni so bili včeraj odzivi, oziroma kako hitro je to novinarje zanimalo, smo mislili, da bo odziv večji.
verjetno, če bi dobili slabše ocene, ne, če bi bile kakšne nove težave, ki jih ne poznamo odprej, bi bila tema bolj zanimiva. Kot sem rekel, treba je zadevo vzeti kot spodbudo, treba je razumeti izzive in mislim, da je koristno, da si zadeve pregledajo, preberejo, vzamejo v obzir ne samo vlada, ampak tudi vsi partnerji, ki so udeleženi pri tem dialogu o vprašanjih, na katere komisija opozarja. Hvala lepa.